Radio Zeleni val. Kot rahel dotik se začuti ljubezen, ki prebudi v naju, spomin je še trezen. Me boža po krilih, ker jaz zdaj letim, da bi bila skupaj, je vse, kar želim. Zakaj bi pisal pesem, če mi ne prisluhneš? Zakaj lagal bi, ko se mi potuhneš? In nisem verjel ti, kar si govorila. Jaz nisem hotela, si me zapustila. Povej, a kdaj sprašuješ se, povej mi, kje napaka je, kje sva zgrešila, da se nisva ulovila. Svako dve pojoči besedi, lahko bi pisal pesem o tebi. Skupaj sva kot ogenj in led, včasih hladna kot sneg, včasih topla kot cvet. Topla kot cvet. Ostali so spomini na naju dva, ki skrivava jih v srcu, le mi dva. Usoda ni hotela, da bi bila skupaj, in svet gre naprej, a spomin je še tukaj. Povej, a kdaj sprašuješ se, povej mi, kje napaka je, kje sva zgrešila, da se nisva ulovila. Svako dve pojoči besedi, lahko bi pisal pesem o tebi. Skupaj sva kot ogenj in led, včasih hladna kot sneg, včasih topla kot cvet. Topla kot cvet. Topla kot cvet. Svako dve pojoči besedi, lahko bi pisal pesem o tebi. Skupaj sva kot ogenj in led, včasih hladna kot sneg, včasih topla kot cvet. Topla kot cvet. Ljudje se sprašujejo, kje sva zdaj mi dva, kot bi bila del drugega sveta. S tabo bilo je drugače, s tabo bilo mi je všeč. To naj bo pesem zate, pesem o tebi. To naj bo pesem zate, pesem o tebi. Pesem o tebi in pa Patrik Prelec v naši družbi, kar se glasbe tiče in pa tudi kar se fizično tiče. Patrik, dober dan. Dober dan. 1, 2, se slišimo? Odlično se slišimo. Ja, dobro. Tvoje slušalke bo treba dati na glas, da se boš kaj slišal. Kje pa se jih da na glas? Tu nekaj ena plava škatla na mizi, taka mala, pa obrneš gumb. Vse muzičari to obvladate, tako da ni problem. 1, 2, test, ok. Ni problema za nas. Vse se da zrihtati. Evo, zrihtano. Ja, lep pozdrav vsem poslušalcem, Dolenci, Gregor, posebej tebi. Čakali, čakaj, kje je cviček zdaj? Kje je cviček? Pa to vse posod. Vsakič, ko pridem, je obljubaš cviček, danes ga spet ni. Ja, nisem jaz Dolenci, jaz sem Štajerc, jaz s tem belo vino obljubo. Dobro, pa drugič še. Ne, drugač, ja. Ti si pa z Krasa, kje je kraško vino, kje je teran? Ja, je ni, ba je, da ni več naše, kaj se v neki vse sort se govori. Ja, zdaj se krigate, kdo bi ga imel, ne? Ba je, da zdaj od unih naprej, ko greš od Ilirske Bistrice, na mečkina država Hrvaška se kliče, če si daj slišal. Ja, tam se zdaj vse malo zamenja, ne? Ja, tam je zdaj, ne vem. Važna muzika se je zamenjala. To je važno in danes smo prišli tle sicer malo zamudo, ker je dost veliko žapje po cesti. No, tako, ja, so jih spolsko. Spomladi so jih premalo prenosili, ne, čez cesto premalo. Ampak važno je, da si je prišel varno, pa nisi prišel sam. Nisi prišel sam, seveda. Ena deklina je s tabo. Ja, se bo kar sama predstavila, ne, Stela? Ja, živijo, lepo zdrav, Stela tukaj. In Stela, ti si pomagala Patriku, no, pridemo še tudi tjam pri nastajanju videospota, bila si igralka v spotu. Tako je.
Kje sta se našla? Našla sva se prek enega najnega skupnega prijatelja, zmenjala stike in pa je pa prišlo to. Odlično. Patrik, predno pridemo do nove skladbe, zdaj eno leto si bil skoka na pauzi, ali da zakaj ni lani bilo nobenega komada, ali se je tale, ko smo zdaj slišali, toliko parila, da se je toliko dolgo vrtela, da se je rekel, bom pa jaz letos dal en komad ven. Ma ne vem, veš kaj, to je tako pač... Ali ni bilo navdiha? Mogoče tudi to, kot avtor imaš pač pri obdobje, ko imaš neki inspiracijski navdih, pa ker letijo komadi, ne, iz rokava, pol pa pride mogoče obdobje, ko ni tega, pol pa tako je, rej, to je vseeno glasba je neka organska stvar in vedno neka dinamika notrne, pač, enkrat imaš to ustvarjalnost v sebi, enkrat pa mogoče ne. Leta 2023 je nastala pesem o tebi. Kaj je naredilo tisti klik, da bi naredil še nekaj v solo varianti? Mogoče želja po nekem drugem žanru, jaz sem bil zmer tako bolj rocker po duši, pa zmer sem si želel nekaj malo drugačnega ustvarjati, ker mogoče nisem mogel z mojo skupino, ker smo igrali tako bolj veselica komade, pa ni jih pašalo mogoče v ta žanr. In zmer sem si tudi želel nekaj avtorskega ustvarjati. Do takrat, ki sem v bistvu prvič napisal komad, ki sem ga izdal ven, sem ga izdal zase, pač za solo, ki sem rekel, ne bom probal, da bi zaradi tega skupina bila kaj na slabšem, ne. Jaz sem raje tako potepal na svojem terenu in se je pol dobro izšlo, v bistvu, pa tudi zmer sem si rekel, jaz pač tako je bilo čez leta, si misliš, sej rime in to sem zmer dobo, ampak sem si zmer mislil, mogoče bi en drug nekaj boljš napisal, ne. In sem se tako potiskal dol toliko let, pol pa že tak sem se odločil, pa zdaj pa moram nekaj svojega dati ven in sem se tako je pol to dratelo in sem zdi kar uredeno. In v letošnjem letu si dobil nov navdih za novo skladbo z naslovom Nine Ples. Je kaj Stela k tem pripomogla ali je bila Stela pol izbrana naknadno? V bistvu Stela je bila pol izbrana naknadno, ampak z razlogom, ker je plesalka, ne, in je komad Nine Ples in smo tudi z Stelo skupaj mogli naštudirati nek ples, vsak svoj. Smo se tudi dobila na Bledu, no se lahko tudi ona, ki več pove, no, kako je bilo. Imata tudi skupne kadre v video spotov? Lej, če ti iskreno povem... Kako ste se oba spogledala? Ja, pač, ne, fora je, da smo pač imela nek ples naštudiran skupni, ne. Sam jaz sem antitalent za ples, ne. To priznam, pa se tudi tisti, ki me poznajo, to vejo. Ne moreš imeti vsega, ne. In tega nimam, ne. Pač smo se trudili, da bi šlo... Ne moreš biti Rebeka Dreven, samo ona zna vse. Točno to, ja, pa še ženska je, ne. Ja, vse to. Ne, smo se trudili pač, da bi nek skupni ples, smo tudi naštudirali neko koreografijo, ampak in tudi posneli smo na tisti dan, ta skupni ples, ampak na postprodukciji je tudi režiser rekel, da pač jaz sem malo preveč lesen in da ne gre čez, ker zgleda preveč češko, ne, tako da to je resnica, ne, to tako je, ampak smo imeli pa tudi, mislim, Stela imela itak svojo koreografijo, ker je solo tudi nastopala, ne. In kako si se ti znašla potem kot solistka v spotu? Odlično, meni je to zelo super izkušnja. Mislim, sem navajena, ker plešem že 17 let in tudi zdaj že par let učim, tako da mi je odlično. Malo sem zimprovizirala, malo sem sestavila, uživala sama sem v temu. Sama naredila vse slike v plesu ali ti je kdo pomagal? Ne, sama. Vse sama. Sej, če pa oziroma v druge učiš, pol ni težko, ne? Ja, tako je. Ja. Sam še mora zdaj Patrika naučiti. Tako, za naslednji komad. Jaz sem malo trši oreh, ne. Do 5., 6. komada se bo že naučil. Ja, mogoče, ja. Pa najbolj že mi slišimo tale najnovejši tvoj izdelek, pa potem še kakšno rečemo o njem. No, pa dejmo. Nine Ples in Patrik Prelec. Zgodaj zate ponorel, ko sem vate se zaljubil, čas in prostor sem si vzel, le da tebe ne bi zgubil. Vse, kar imel, sem tebi dal, svet na dlani sem ti nudil, nisem vedel, če je prav, ko sem prvič te poljubil. Listi padajo z nebes, hvala, ker nocoj si moja, tak čaroben Nine Ples. Vso noč s tabo, noč je tvoja, listi padajo z nebes, naj zaplešiva še malo, tak čaroben Nine Ples.
noč sem bil s teboj, celo noč objem ti nudil. Nisem vedel, da nocoj bom zavedno te izgubil. Listi padajo z nebes, hvala, ker nocoj si moja. Ta čaroben najin ples, vso noč s tabo, noč je tvoja. Listi padajo z nebes, naj zaplešiva še malo. Ta čaroben najin ples, nekaj ga je še ostalo. Listi padajo z nebes, hvala, ker nocoj si moja. Ta čaroben najin ples, vso noč s tabo, noč je tvoja. Listi padajo z nebes, naj zaplešiva še malo. Ta čaroben najin ples, nekaj ga je še ostalo. Ta čaroben najin ples, nekaj ga je še ostalo. No, vidiš, Patrik, že zapoješ najin ples, pa nekaj ga je še ostalo. Nekaj je še ostalo, da te še lahko Stela nauči za naslednji komad. Ja, plesati. sej zmeraj moraš malo pustiti, ja, da vidimo, pač itak kaj, jaz ne vem, mogoče samo pa navado, no, konc koncev. Vidiš, ti bo začel plesati, ona pa začela pet, pol mata pa dojet. Evo, Tako pa, je, ja, ja. tako pa bomo zrehtali, ja. Sedaj je pela Stela? Ne, nisem nikoli. No, vidiš. Bi pa probala, ja. Vidiš, tako kot jaz ples, ne? Ne, vidiš, ideja. Ti si se rekel, da kar nekaj let plešeš, koliko let? Ja, ene 16, 17. Še malo pa boš polnoletna, kar se plesa tiče. Tako, Bolj dolgo plešeš, kot pa si stara skoraj. tako ja, skoraj. In kje vse te se da videti, oziroma kje poučuješ tudi že druge vredno? Poučujem pa že ene 3-4 leta v Lescah, v Zarci Center gibanja in pa v Tržiču, plesni klub Tržič. Učim jazz, balet, zumbo, otročke, velike, tekmovalke. Kako se zdaj to razlikuje od tistega, kar učiš druge in kar si plesala pri Patriku v spotu? Odvisno, pri tekmovalkah je podobno, kot sem jaz plesala, pri malo mlajših pa čist drugače. Kaj pa, ko treba snemati video spot, ko reče režiser stop, koliko to pol plesalci greste vse od začetka kader ali od tam naprej? Pa poloni to zmontirajo. Od začetka. Ker pri pevcih je lažje, tam on začne pet lahko tudi sred komada, če treba pa pol to v montaži naredijo. Tako Pri je. plesu je pa malo težje to. Ja, tako je, malo večkrat moraš ponoviti gibe. Tako da, ja. Kolikrat ste ponavljali? Je pa tudi naporno bilo to, ker zdaj, ja. ko praviš, jaz sem se prav spomnil, zdaj to, kar si rekel, ker je bilo v bistvu 3-minutni, pač ta koreografija je bila recimo 3-minutna Ja. za komad, ne? In vsakič je bilo 3 minute treba plesati, ampak tako, ne, mislim, to je kar kondicijsko zelo naporno, ne? 3 minute, enkrat, ena ponovitev, kaj šele 10 ponovitev, ali pa 15, ne, kolikor smo jih rabili, ne, pač iz večjih različnih kotov, seveda. In je bilo kar, no, mislim, da tudi za izkušeno plesalko, tako kot je Stela, dobro, ajde, to ni tak problem, ne, sam za kakšnega, tako, ker ni vajen, jaz bi recimo že pri 3 ponovitvah, po moje, bi se samo... Veliko demo, mi sploh ne plesa, demo mi sam za 5 pa Ja, konc. saj to je lažje. Skladba najin plesa je v celoti tvoje delo in melodija in besedila. Ja, tako je, ja. Pač vse je moje, v bistvu, zdaj sem se tudi odločil, da bom tako delal zdaj naprej, ker se mi zdi kar fajn, no, da imam tako nekaj svojega, na koncu koncev rečeš, to sem jaz naredil in ni nič, no, mislim, sej tudi, če bi imel kombinacijo s kakšnim drugim avtorjem, mogoče to ne bi bilo slabo, ampak zaenkrat imam dovolj nekega materiala svojega, da sem tudi zadovoljen z njim in bomo videli, kam bo Ja, peljano. sej, če človek sam s sabo ni zadovoljen, moraš sam sebe malo Ja. okrega, da nekaj ne štima. Ja, itak ne, seveda. Kaj. Si perfekcionist ali si bolj tak, bože. Ma odvisno za kakšno stvar, to je tako, ne, zelo široko vprašanje. Zdaj, odvisno, koliko se mi mudi.
tako. Ne. Če se mi zdaj ful mudi, sem malo manj perfekcionist, ne. Drugač pa imam red neki red, ne, tudi tako nasplošno v življenju, tudi glede timinga, tudi tako, pač, če se nekaj zmeniš, da to drži, no. To mi je tako kar pomembno. A drži Stela, kar je povedal? Ja. Koliko sta se uspela spoznati zdaj? Ja, tako je. Kaj pa ti, če tebe vprašamo, koliko si ti s timingom pa vsem tem? Ja, jaz bi isto rekla kot Patrik. Isto sem. Da sta rada bolj napošlihten sistem, da imata vse. Ja, Sicer seveda. danes je ona mene čakala, no, ker sem jaz na avtocesti, tako da... Danes ti najbolj, ker je gužva, pa vračanje, pa žal, selitev narodov, pa to. Ja. Vsi iz dopusta nazaj na delovna mesta. Ja. Veš, jaz s tem nimam problemov. Jaz vem, da dopust imam tu, kaj Ja, še šlo ti božga. živiš tukaj, le, tle imaš poslo pa vse, ne. Ja, bi bilo dobro, bi bilo fajn. Drugač pa vemo, da moramo povedati, da si sodeloval, oziroma še sodeluješ z Jastrebi. Ja, tako je. Kje Ja. zdaj Jastrebi letate, na katerem delu neba? Ma zdaj trenutno smo tako v nekem obdobju, malo pauze imamo, tako se mi zdi, da band rabi vsake toliko časa, da se vzame malo pauze, da pridete neke tako nekaj svežega pol, ne, varianta tudi ljudje, se te mogoče malo nasitijo, pa pol, ko priješ nazaj, čez kakšno leto so bolj odprti, kar se tiče tudi špilov in vsega, in se pol zadeva lažje nekako prime. Ne. In res je, da ste najbolj delali med epidemijo, oziroma proti koncu. Ma se ne vem, se niti ne spomnim, kaj, ta epidemija, to je... Kaj je že to? Ne? Kaj je to? Ne poznam. Bilo nekoč. Ne poznam. Vemo pa, da lahko eno od Jastrebov za premor Ja, zavrtimo. komod, ja, kje robi? Ti izber, imate pet komadov ste naredili. A petih je. Ali da je on, kak je moj pol, ta avtorski kameleon. Ekola. In Jastrebi. Kot kameleon, ti si sladka kot bonbon. Jaz ne morem te dobit, ker se znaš predobro skrit. In ti sama plešeš rada in pod lučjo se vrtiš. Si kot sladka čokolada, a nikoli se ne stopiš. Luna je kot sonce zasijala, na plesišču ti si se igrala. Iščem, a dobim te ne. Kako si zdaj in kje si, ko te rabim? Rabim, da malo te zagrabim, a ne pustiš se mi ujet. Vem, da tu si zdaj nekje, a ne morem te dobit, oh ne. Ker ti si kot kameleon, ti si sladka kot bonbon. Jaz ne morem te dobit, ker se znaš predobro skrit. In ti sama plešeš rada in pod lučjo se vrtiš. Si kot sladka čokolada, a nikoli se ne stopiš. Jaz sem kot kameleon, jaz sem sladka kot bonbon. Ti ne moreš me dobit, ker se znam predobro skrit. In ker sama plešem rada in pod lučjo se vrtim. Sem kot sladka čokolada, a nikoli se ne stopim. Pridi bliže, pridi in zažuraj. Ne glej, koliko je ura. Pridi bliže, hočem te objet. Da te vprašam, kje si, ko te rabim. Da vsaj malo te zagrabim, a ne pustiš se mi ujet. Vem, da tu si zdaj nekje, a ne morem te dobit, oh ne. Ker ti si kot kameleon, ti si sladka kot bonbon. Jaz ne morem te dobit, ker se znaš predobro skrit. In ti sama plešeš rada in pod lučjo se vrtiš. Si kot sladka čokolada, a nikoli se ne stopiš. Jaz sem kot kameleon, jaz sem sladka kot bonbon. Ti ne moreš me dobit, ker se znam predobro skrit. In ker sama plešem rada in pod lučjo se vrtim. Sem kot sladka čokolada, a nikoli se ne stopim. Jastrebi in avtor, današnji gost Patrik Prelec. Koliko je poslušati skladbo, ko jo ti sam napišeš, pa veš, o čem si hotel napisati, pa nisi sam izvajalec, mislim, si izvajalec, ampak ne kot solo. Ja, to je zanimivo, da si me vprašal, ker v bistvu ja, je razlika.
Sigurno je razlika, to sem opazil, no, tako, da če napišeš sam komad, se ga nekako ne naveličaš, ne vem, vsaj zame, zaenkrat tako. Če pa ti nekdo drug napiše, pa mislim, po mojih izkušnjah, ti pol komad počasi dosadi. Mislim, ne zaradi tega, ker je slab komad ali karkoli, ampak zato, ker preprosto ga prevečkrat slišiš. Tudi že med samim snemanjem vokala, recimo ga slišiš, ne vem, 500 krat, pa pol med snemanjem spota še enih 200 krat, pa pol preden gre komad ven, si ga že mogoče sit, ne? Pa tako zaradi takih stvari. Če ga pa 3 mesece moraš promovirati na vsakim Pa na radijih, na pa v televizijah, pa vse skupaj, ja, pa ti, itak, da se je logično, ne? Je pa fajn, ko se v avto pelaš, pa štekaš radio, pa slišiš svoj komad. Pa rečeš, wow, glej, moj komad. Mislim, je dober feeling, ja, sigurno, ne? Se zato poslušamo pa Radio Zeleni val, ne? To smo hoteli, to zdaj nabiraš točke. Stela, ti ne moreš svojega komada slišati, ampak če snemate kaj za televizijo ali karkoli, koliko je sebe pol gledati? Pa veš, tule sem ga kiksnala, tam ga nisem. Ja, ful je bolj striktno. Sploh, mislim, je super se je videti na televiziji, v videospotu, karkoli, ampak ja, gledaš samo napake, ki si jih delal, ki nekateri ne opazijo, ampak sam pri sebi opaziš, ker si pač bolj kritičen do sebe. No. Če bi zdaj snemali njegov spot za Nine Place, bi kaj drugače odplesala, kot je zdaj vidno v spotu? Mogoče malo drugače. Zakaj? Meni se je zdelo toplo. Ne, zakaj bi kaj spremenili? super je bilo. Mogoče bi še kaj dodala, ampak drugače je bilo pa ne, super. Prešpare ideje za naslednji komad. Mogoče, ja, ali pa če bi imeli 2 leti več časa, da bi jaz ta ples vadil z njo skupaj, da bi imela pol, ne, sam bi rabo enih par let, ne. Ne, tok ne. Ja, ne vem. Če je ona v 17 letih se naučila kot profesionalna, seš tudi ti v 2 mesecih za naslednji komad. Tako je, Zelo ja. pozitivno, zelo pozitivno. Drugač pa približujejo se melodije Morja in sonca, si se prijavil na ta poletni festival, to je zelo blizu tebe tam dol proti obali. Ne vem, če lahko rečem to zdaj. Če si se prijavil, ja, če si pa zbran, pa itak ne veš, ker še ni rezultatov. Točno to. No ja, da bomo videli, po prvomajskih bo vse znano. 17. maja bomo več vedeli. No, držimo pesti, če si poslal, da te tudi izberejo, da 6. julija pokažeš auditoriju, kaj zna Patrik iz Krasa. Tako, ja, itak, Kras. Kras in Portorož, to je tam blizu. To je tam, ne? Tam, ja. Portorož, mesto Rož, pa tudi cenovno je tam, ne? Ja, no ja, pustimo. Portorož je veliko bolj tak, teh bolj hitro bere, kot pa Kras. Ja, odvisno. Ne vem, koliko si bil kaj po Krasu, oziroma kje si bil. Nič. Ja, s prstom moraš iti kaj pogledati, pa s polno denarnico pridi, ne? No, bomo šli, kaj tam, nimate ene pršutarne na Krasu. Tudi, ja, pršutarna Loke, ja. To. Ta bolj pršutna je tam. Pa te osmice so pri vas tudi aktualne. Osmice bo zdaj, ja, zdaj je to obdobje, ki pridejo, pa domače stvari, domači izdelki, domače vino, domači salami, pršuti, vse skupaj. Ne, mislim, to je zelo fajn, no, zadeva. Tudi za Dolence, če poslušate, vabljeni vsi na Krasne. Kaj imate pa na Gorenskem, Stela? Na Gorenskem? Ja. Na Bledu je tako polno turistov, tako da... Zdaj je bilo v Radovljici praznik vina in čokolade. Ja, pa festival čokolade, vedno se kaj dogaja. Pa kremšnite imate na Bledu, ba je. Tako je, ampak je že vse pobrano. Si jedla že blejsko kremšnito? Seveda. Kakšna je razlika med blejsko pa tisto, ko jo lahko kupiš v Žakovcih? To je drug stran Slovenije. Kar veliko je. V veličini? V ceni. To verjamem, ja. V okusu? Kaj pa je okus? V okusu je pa naša blejska boljša. Originalna. Originalne dimenzije blejske kremšnite? To pa ne vem. Veš ti? Jaz lahko gibam, če češ. No, da vidim, koliko te bo. 8x8. Kaj rečeš ti? Ne vem. Gorenka pa ne ve, koliko. Važno je, da je dobra, ne? Pa da... Tako. In dobra bo tudi naslednja melodija, predno si rečemo hvala za danes, katero boš Patrik izbral, ali pa ti, imaš ti kako glasbeno željo, Stela? Ne, hvala. A bilo kakšno ali kaj? Bilo kakšno pa, da naš računalnik pozna. Jaz bi izbral eno za vse Dolence, Med dolenskimi griči, ajde. Da vidimo, med dolenskimi griči, to izbira Krašovc. Tako je. Pa dajmo, kdo to izvaja? Eni Dolenci so, ne? Zelo fajn Dolenci. Minus pike sta prav zdaj. Niso Dolenci, ali kaj? Ti bo povedal član skupine, ko pride delat popovdne. Videl
rad bi poiskal si dom, srečal tam zalo sem deklico, za ženo vzel si jo bom. Njen oče pa rezal je trtico, v prsih mu pesem igra, saj grozdje mu vinca rodilo bo in vnukov ljubezen mu da. Šel bom med dolinske griče tja do moje ljubice, oddaleč me klopotec kliče, daj svoje dam srce. Draga moja ljubica, nič mi ne zameriti, če tvoj oče točil bo nam vinca pozno v noč. Že misel na lepo deželico prikliče mi solze v oko. Najlepšo izbral sem si deklico, zavedno bom ljubil le njo. Šel bom med dolinske griče tja do moje ljubice, oddaleč me klopotec kliče, daj svoje dam srce. Draga moja ljubica, nič mi ne zameriti, če tvoj oče točil bo nam vinca pozno v noč. Draga moja ljubica, nič mi ne zameriti, če tvoj oče točil bo nam vinca pozno v noč. Če tvoj oče točil bo nam vinca pozno v noč. Med dolinskimi griči in po izboru današnjega gosta Patrika Prelca, zdaj veš, kdo to izvaja, Harmonica Roll. Skupina Harmonica Roll, jaz sem vedel to, sam sem se delal, da ne vem, ne? Ja, Jaz sem tebe preizkušal, Gregor. Ja. Koliko je kremšnita velika? To je še vedno teorija zarote. Ja. Koliko je sestavljena, koliko plasti? Koliko plasti? Streh. Kaj je v prvi plasti? Kruh, mislim, kaj je že? Pol je 4. 4. Najprej je ne. Tisto ta suho. Vlečeno testo. Listnato drži. Listnato testo. Pol je rumeno, jajce zmešano vmes, ne? Ja, rečemo puding, vanilija Testo, krema. ja. In pol je smetana, pa na vrh je še ena plast tega Kruha tvojega. kruha, ja. Pa štab cukor na vrhu. Ja, tiste pa poželi, pol, ne? Ja. Že dodatek. To je pa, ja. Na bledo je evro več, verjetno, ne? Ja, 2. Sam ti štab cukor na vrh 2 evra. Tako. Ja. Pa pravijo, da so Gorenci ohrni. A je to res, Stela? Da Ne, ste Gorenci? to ni res. Za Gorence pa Savinčane pravijo, da so ohrni. A ja? Ja. Zakaj pa Savinjčani? Ja. Zato, ko takrat, ko se bliska, se obojni slika, ker mislijo, da jih kdo s fotoaparatom slika. Se bi še kakšne bolj take, ampak so malo prezgodni. Če bi ura 10 zvečer, bi še kakšne tiste. Jaz sem zadnjič videl, slišal, kako Gorenc bruha, ne? Ja. Ima tako zaprte zobe, pa reče klobase, pa ne dam. Ti bo za drugič. Ja, v redu. Patrik, za drugič, ko pride spet k nam, že imaš ideje za naprej? Mam, ja, se v bistvu zdaj bomo že mogoče že ta mesec. V planu je, več ne smem povedati, ker je več faktorjev vmes in lahko ti samo rečem, da imam že narejen naslednji izdelek. No. A sem da boš rekel, da že imaš narejen skoraj cel album? Ne, album ne, to ne, mislim, tako, no, delam počasi, reč delam te single, kot da bi delal album, ker se mi zdi bolj tako pol lažje tudi promovirati in, ne vem, bolj zanimivo. Pa vsaka zgodba, mislim, vsaka pesem pol nosi neko zgodbo
in se mi zdi to boljšno. Te je že povabil za naslednji spot, tudi da bi plesala pri njemu. To pa še ne. To se nisva še zmenila, mogoče pa res, mora biti tudi, bomo najdela take zanimive ritme, kakšen tango ali kitajska. Najprej se moramo naučiti plesati, To tako ga da boš za ti naučila. naslednjič, ko prideva, bova tukaj zaplesala. V redu, dobro, da si to rekla, da mi to shranimo, da mi to zavrtimo naslednjič, plus vajo dva, da vidimo, da se zavrtita. Tako. Tako je, Gregor, ti se boš pa z nami, ja? Pa cveček smo rekli. Ne? Če se jaz zavrtim in padem, mislim, da pristane v Avstraliji v zuni, pa pol Slovenije se bo streslo. To vedno, ko je v Sloveniji potres, vedno mi prijatelji napiše, kaj si spet kaj treniral, spet salte delal. Ne, en premet pa je to. Pa so zastrese. Tako. Ja, se mi pa lahko še govorili, ampak minute so nam žal odštete. Načrte smo povedali, če bo sreča mila, te srečamo 6. julija, tudi na Melodijah morja in sonca. Ja, Kje bo... Ja, povej, ja ne, če ne pa še kaj prej mogoče, če je kakšen komad zvoni, ne? Tako, kje pa stela tebe, kje vidimo, kje plesati, kako tekmovanje, kakšna parada plesa, da te pridejo pogledat, navijati za tebe. Parada plesa še ne, ampak lahko pa rečem, da kmalu. Odlično. Bosta skrivnostna kmalu. Bo ta prišla naslednjič, bo ta rekla, zvonovi poročni so zvonili, ampak nisi bil v planu. Kmalo bo pa tudi naraščaj. Ne smemo ti preveč povedati, ker pol nas ne boš več povabil, ne? Moramo zmeraj nekaj postati za naprej, to je kot mehanik ali pa doktor, ne? Ja, vedno naredi tako, da moraš priti spet. Moraš priti še enkrat, ne? In tik pred servisom se lučka posveti, ne? Tako? Čisto slučajno. Pa daš pol nalepilni trak, čez pa je rešen. Isto kot novi pralni stroji, glih, ko je garancije, mim crkne. Ja, to, vidiš, ja. Ne vem, kjer firma kupuješ. Same ta prave. Hvala, da ste prišla, veliko plesnih užitkov, veliko plesnih tekmovanj, pa veliko plesnih zmag. Želim tebi, Patrik, pa veliko glasbenih uspehov in pa veliko vajnih tvojih plesov, kakorkoli. Hvala lepa, Gregor, hvala za povabilo. Lepo se imejte, upam, da je bila goveja župca dobra danes, ne? In jutri je delovni dan in lepo upam, da ste se imeli fajn zdaj za te praznike, prvomajske, da ste se kaj kopali in tako naprej, no? Da ste kaj zaspili, pojeli dobrega. Da pa trenirati plesati. Tako, ja, najlepša hvala. Hvala lepa, živijo. Živijo. Zgodaj zate ponorel, ko sem vate se zaljubil, čas in prostor sem si vzel, le da tebe ne bi zgubil. Vse, kar imel, sem tebi dal, svet na dlani sem ti nudil, nisem vedel, če je prav, ko sem prvič te poljubil. Listi padajo z nebes, hvala, ker nocoj si moja, tak čaroben najin ples, vso noč s tabo noč je tvoja. Listi padajo z nebes, naj zaplešiva še malo, tak čaroben najin ples, nekaj ga je še ostalo. Celo noč sem bil s teboj, celo noč objem ti nudil, nisem vedel, da nocoj bom zavedno te izgubil. Listi padajo z nebes, hvala, ker nocoj si moja, tak čaroben najin ples, vso noč s tabo noč je tvoja. Listi padajo z nebes, naj zaplešiva še malo, tak čaroben najin ples, nekaj ga je še ostalo.
ta čaroben najin ples. Nekaj ga je še ostalo, ta čaroben najin ples. Nekaj ga je še ostalo.